Večer filmske glasbe je prav zagotovo dogodek, ki je privabil najširšo množico obiskovalcev. Na svoj račun so prišli tako ljubitelji filmov, godbe, petja in glasbe nasploh, kot tudi ljubitelji kulture, ki ponuja nekaj novega in svežega. Z nekaj tehničnimi pomanjkljivostmi, ki so predvsem posledica stare in obrabljene opreme v kulturnem domu Medvode, je Juretu Galičiču, ki je dogodek organiziral, večer filmske glasbe odlično uspel. Jure Galičič je s filmom močno povezan. Navsezadnje je svojo ljubezen do sedme umetnosti izrazil tudi z režijo kratkega filma in kot avtor filmske oddaje Cinema Paradiso. Tokrat se je lotil zahtevnega projekta organizacije večera filmske glasbe v dvorani kulturnega doma Medvode. Ta večer je zahteval kar, lahko rečem, 4 mesece priprav. Največ časa sem porabil za montažo vseh teh filmčkov oziroma teh videomontaž, ki ste jih lahko danes videli, ko so glasbeniki igrali in se je video predvajal. Potem se je bilo pa treba uskladiti z vsemi glasbeniki, zmeniti za tudi termin smo zelo težko uskladili, ampak ko smo ga pa enkrat zasidrali in to je bilo pol to, pa so bile pa samo take drobnerije, kot izdelati promocijski material in pa vabila in to. Večer ne bi uspel brez glasbenih gostov, ki so poskrbeli za raznolikost in dinamiko prireditve. Lahko rečem, da Smeške trubadurje sem imel že odkar imajo vsakoletni koncert proti koncu šolskega leta in ko sem jih nazadnje slišal, sem začel o tem močno razmišljati in sem njim takoj rekel. Potem je sledila godba Medvode, ki se mi je zdela logična, da enostavno ne sme manjkati. Ker sem decembra sodeloval z pihalnim orkestrom iz Ribnice, sem še njim predlagal sodelovanje, ker sem tudi slišal na koncertu, da imajo zanimiv repertoar. Potem je pa še sorodstvene vezi so napeljale na to, da so še nastopili učenci iz glasbene šole Litija Šmartno. Glavnino skladb so zaigrali godbeniki. V prvem delu je godba Medvode skupaj z združenima pevskima zboroma osnovnih šol iz Pirnič in Smlednika publiko popeljala v svet slovenskih mladinskih filmov, ter nato podoživela Botra in Flashdance, v zaključku pa še Pirate s Karibov. Prvi del programa so že igrali in so skladbe samo nekoliko obnovili. Drugi 2 skladbi pa imajo tudi na trenutnem rednem programu. Zanimiv, vendar ne preveč zahteven aranžma, pa je dirigentov opis skladbe Pirati s Karibov, ki je pustila največji vtis. Odločitev o tem, katero skladbo se bo godba naučila, pa je bila prepuščena kar Silviju Dolinšku. To pa ponovadi dirigentova beseda. Torej, tokrat vaša? Ja, tle pa je moja. Film recimo vam je bil všeč, Pirati s Karibov? Ja, vse 3 sem videl, ja. So mi bili všeč. Že tam se mi je muzika zelo zanimiva zdela in ko sem na internetu opazil, da je naprodaj ta skladba, sem se kar zagrel za njo. Ste rekli naprodaj, je recimo cena visoka za takšne skladbe? To je spet odvisno, za kakšno skladbo se gre. To je spet kategorizirano, cena varira 40-50 ali pa 100-150 evrov. V drugem delu pa je na odru godbo Medvode zamenjal Ribniški pihalni orkester, ki je zaigral glasbo iz filma Aladdin, Always Look on the Bright Side of Life Montyja Pythona in skladbo iz filma Fantom iz opere. Mislim, če hočeš fajn narediti, moraš kar dosti delati. Tako da v bistvu Fantoma smo pač, danes se ni najbolj posrečal sicer, ampak smo ga v bistvu delali že od oktobra. Tako da ta ni bi bil najboljši izdelan, sicer danes je bil mogoče malenkost slabši. Skladba Fantom iz opere je bila pripravljena za novoletni koncert, drugi 2 skladbi pa so se naučili prav za filmski večer. Radi hodite v kino, dobite kdaj kakšno idejo, ko slišite kakšno zanimivo glasbo, da bi pa to se naučili? Ja, jaz absolutno imam rad filme, tako da imamo ene par idej že za naprej, ampak je težko dobiti partiture,
te prave, ne, da so pač prav tiste izvedbe, ki jih hočemo, ne, ker ni na pogled prek interneta, ne moreš pogledati na pač, tako da je malo težje, ampak delamo na tem, ja. Jure Galičič je za premor, ko so se glasbeniki menjavali na odru, pripravil tudi glasbene posladke iz filmov po lastnem izboru, ki so bili tehnično sicer izvedeni zelo dobro, je pa nekaj težav povzročala tehnika za predvajanje, predvsem dotrajana električna napeljava v Medvoški dvorani. Odločili smo se pa za to dvorano predvsem zato, ker denarja za najem večje, boljše dvorane ni bilo. Kot vemo, nam je občina oziroma kulturni evro nam je namenil za to 520 evrov in lahko rečem, da smo ta evro, vsak evro ene 4-krat obrnili. Moram pa poudariti to, da so vsi glasbeniki prišli sem za ston, od povsod so se pripeljali za ston, odrekli honorarjem in so pravzaprav, mi smo imeli strošek samo za promocijo dogodka in pa za pogostitev nastopajočih. Ob letu Osore, pravi Jure, pa nov filmski večer. Moja želja je, upam, da se bo dalo realizirati, je pripeljati v Medvode orkestra slovenske policije, to se pravi uradni slovenski protokolarni orkester, ki bi pripravil celovečerni filmski program, zopet podkrepljeno z odlomki. To bi bilo seveda v večji dvorani, dvorani na Svetju in pa z veliko večjim platnom in boljša tehnika. Najtežji zalogaj, montaža odlomkov iz filmov, ki je bila smiselno postavljena glede na dinamiko za igrane skladbe, je bila tista, ki je obiskovalcem omogočila, da sta jim 2 uri minili, kot bi mignil. Za Jureta pa je bil še poseben uspeh, da so se nekatere zaigrane skladbe dobesedno zlile s projekcijo. No, jaz sem opazil predvsem 2 skladbi in to je sicer kompilacija oziroma venček, ga gremo v kino. Lahko rečem, da je se poklopil do frejma natančno in pa ta zadnja montaža, to se pravi iz filma Fantom iz opere, ta se je tudi poklopila do sekunde. Večer filmske glasbe je v celoti posnela tudi televizija Medvode in ga bomo predvajali v enem izmed torkovih večernih terminov.